Pri osebah, ki so onemogle zaradi starosti ali napredovane kronične bolezni, do padca največkrat pride prav v njihovem domu. To se dogaja zato, ker ljudje domače okolje najbolje poznamo in smo zato doma najmanj previdni. Tako je bivanje v stanovanju, ki je urejeno in prilagojeno, za človeka tudi bolj varno. Že samo vzdrževanje reda v stanovanju lahko v veliki meri prepreči padce. Če padce preprečimo, pa pripomoremo k ohranjanju samostojnosti onemogle osebe. Poskrbimo za varnost vse od domačega praga do dnevnega prostora. Pa začnimo z najbolj nevarnim delom stanovanja, kopalnico. Za nekaj evrov lahko kupite nedrsečo preprogo za tla kopalne kadi. Za kakih 50 evrov lahko namestite 2 ali 3 držala za kopalno kad in za vstajanje iz straniščne školjke. Ob prenovi stanovanja ali novogradnji pa poskrbite, da je kopalnica prilagojena bolezenski onemoglosti. Sedaj se sprehodimo po celotnem stanovanju in začnimo pri vhodu. Za varnost vhoda poskrbi klančina, ki jo lahko speljemo tudi v visoko pritlično stanovanje, ter nadstrešek, ki ohranja tla suha, da pozimi ne zamrzujejo. Stopnice naj bodo vedno opremljene z držali, ki se jih oprijemamo pri hoji. Vsi prostori, v katerih se gibljemo, naj bodo dobro osvetljeni. Ker pri vhodu, na stopnicah in v kleti velikokrat ne prižgemo luči, so na teh mestih zelo primerne senzorske luči. Težavo predstavljajo tudi pragovi. Če gradimo na novo, naj bo naše stanovanje brez pragov. Če pa jih že imamo, jih označimo, da bodo bolj vidni. Tla naj bodo vedno pospravljena. Na primer v predsobi, kjer pogosto odložimo vrečke in čevlje, obstaja nevarnost, da se ob njih spotaknemo. Tudi kabli ne smejo biti speljani po tleh. Poskrbimo, da bodo tla vedno suha, predvsem v kopalnici in pri kuhinjskem pultu. Stvari, ki jih vsakodnevno uporabljamo, naj imajo svoje stalno mesto na lahko dosegljivih policah. To velja predvsem za kuhinjsko posodo, gospodinjske pripomočke, hrano, čevlje, oblačila in čistila. Pozornost je potrebno nameniti tudi preprogam in predpražnikom. Podnje lahko damo podlago ali jih prilepimo, da ne drsijo. Najbolj zaželeno pa je, da jih povsem odstranimo. Sedeži in stoli naj bodo stabilni, dovolj trdni, visoki vsaj 45 cm in z naslonjalom za roke. Kaj od tega v svojem stanovanju že imate in kaj še pogrešate? Naredite načrt in veselo na delo!